Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Pred kratkim so se zaključile letošnje olimpijske igre, na katerih je odlično nastopila tudi košarkarska reprezentanca Slovenije. In del te ekipe sta bile tudi Luka Rupnik in Matej Likar, katera prav lepo pozdravljamo v našem studiu. Zdravo. Čau, čau. Luka, 4. mesto na olimpijskih igrah, verjetno nekaj, o čemer niste sanjali. Si niste tega predstavljali še kakšno leto nazaj? Ne, zagotovo ne. Mi smo že v Kaunasu, ko smo dobro igrali pa se uvrstili na olimpijske igre, je bil to za nas neverjeten uspeh in tudi recimo za navijače so sprejeli naš uspeh v velikem številu in zdaj te igre na olimpijskih igrah so pa nek dodaten pokazatelj, da smo res bili dobra ekipa, da smo naredili dober posel na pripravah in ja, vesel sem, tako kot po mojem cela Slovenija. Sedaj je menilo nekaj dni od zadnje tekme, verjetno bilo kar dovolj časa, da so se misli zbistrile. Kako ste zadovoljni s svojo vlogo ekipe? Ste s svojim deležem, s tistim, kar ste dobili na voljo, izkoristili ali je bilo kaj rezerve? Ja, niso se še čisto zbistrile misli, imeli smo še par sponzorskih obveznosti, teh sprejemov, ampak ja, zadovoljen sem. Nekako že od začetka sem bil s selektorjem dogovorjen, kakšna bo moja vloga. Biti menjava Luki Dončiću, ki je trenutno najboljši igralec na svetu. In ja, več ali manj sem zadovoljen za te minute, kar sem dobil. Zadovoljen sem tudi, da smo se dobro s fanti razumeli, da smo imeli zdravo jedro v garderobi, kar je botrovalo k tej dobri uvrstitvi. Vsi so poudarjali to kemijo, ki smo imeli res moštven duh in verjamem, da se bomo s fanti tega poletja spomnili še dolgo časa. Vaša specialnost, če se tako izrazim, je podajanje, imate kar lepo število asistenc, pa tudi igra v obrambi vam leži. Torej 30 minut, 11 asistenc, 5 skokov, od tega eden v napadu tudi za vašo višino, to je presenečenje. Po nesreč zgleda, ampak ne, ja, starejši, ki si bolj se nekako rataš nek profil igralca, ki si in jaz sem, kad rečejo Američani, pass first bil v tej ekipi, imeli smo dobre strelce, tako kot Luka, Blažo, Prepelič in ja, sem zadovoljen s tem, da so mi svoji igralci zaupali kreiranje in verjamem, da bom to delal še naprej. Omenili ste dobro kemijo v ekipi, ampak za tako kemijo je najbrž zaslužno tudi vodstvo reprezentance, kjer pa vlogo direktorja reprezentanc upravljate vi, Matej. Kako gledate na to vzdušje v ekipi, vi kot član strokovnega vodstva? Ja, za enega, ki spremlja ekipo pa ji pomaga pri vseh stvareh, je to nekaj najlepšega. Ker se pomen problemov se pojavi, če se fantje dobro razumejo. In sem tudi vmes dvakrat razmišljal, koliko je to res fajn, da so toliko, prav sami sebe so poimenovali bratje, ne. Smo bili res kakor ena velika družina, tudi zelo veliko časa smo v bistvu skupaj preživeli letos polet, praktično 2 meseca, en mesec smo bili stran od svojih družin in pravim, ta kemija je dejansko bila tista najbolj pomembna točka te ekipe letos. Zdaj, če vprašamo ljubitelje športa, ki so spremljali te olimpijske igre, bodo skoraj da zagotovo vsi znali našteti 12 igralcev plus trenerja, vendar pa sama ekipa verjetno je precej večja od 13-terice. Ja, v bistvu nas je v štabu že toliko kakor igralcev, kdaj še kakšen več. Tukaj od zadaj je ena cela mašinerija, bom rekel, ljudi, ki pomagajo fantom. Predvsem je pomembno, da tudi tale naš štab zmeri da igralce na prvo mesto, onkoli noben ne da sebe na prvo mesto. Zdaj, če sem na hitro povem, tukaj sta 2 zdravnika, 2 fizioterapeuta, 4, ki pomagamo z logistiko, mediji, opremo, z raznimi dogovarjanji, letalske karte, hoteli, pač ko uredimo vse, kar ekipa potrebuje, poleg pa še kondicijski trener, 3 pomočniki selektorja pa selektor. Tako da verjamem, da je en del, in se tudi fanti večkrat poudarjajo, da je to en tak del, ki
pomaga, dela dobro atmosfero. Po tej drugi strani pa to zdaj že nujen servis igralcem, športnikom, ne samo v košarki, ampak tudi v drugih športih. Zdaj, če je ekipa 12 igralcev, je pol avtomatsko potrebno še toliko več ljudi zraven, da jih poservisiramo tukaj na tem nivoju, kakor se oni to zaslužijo. Za olimpijske igre pravijo, da so sanje vsakega športnika in letos ste si jih prvič lahko udeležili tudi slovenski košarkarji. Luka, bili ste tudi na otvoritvi. Kakšno je bilo to vzdušje, kakšni bodo spomini na letošnjo otvoritev olimpijade? Predvsem dolgo traja. Smo čakali kar nekaj časa, da se vse te države zvrstijo, ampak je poseben trenutek, čuti se to napetost, ko stopiš na ta stadion, ko pokličejo ime tvoje države. Lepo je, ko se družiš z vsemi športniki, so tekmovalci, bi lahko rekel. In mislim, da so sanje vsakega športnika, ki pride enkrat na profesionalni nivo, da se udeleži olimpijskih iger, in mi smo letos imeli to srečo. Vi, Matej, te možnosti niste imeli zaradi vseh omejitev, ste kaj pogrešali ta olimpijski duh ali ste ga v olimpijski vasi uspeli doživeti? Pa bom čisto po pravici povedal, da mogoče smo bili še kar malo veseli, da smo se lahko ene obveznosti rešili. Ne, sigurno bi cel štab tudi hotel iti pogledati to. Čeprav je bilo leto specifično, ni bilo nekih gledalcev, ponovadi je cel stadion poln. Je pa dejstvo, da so bili taki ukrepi, kakor so bili. Ta pandemija je spremenila vse stvari, tudi v športu. In so se lahko tele otvoritve udeležili samo igralci. In je tudi prav, da so oni tisti prvi, ki lahko grejo tja. Mi bomo pa svojo priložnost mogoče čez 3 leta v Parizu dočakali. Matej, vi ste bili del reprezentance, ki je leta 2017 osvojila evropski tron. Pa če malce primerjate, sicer je težka primerjava, takrat so bili gledalci lahko prisotni, danes ne, ampak če bi dali na tehtnico naslov evropskega prvaka, 4. mesto na olimpijadi, kako bi se sami odločili? To bi se res težko odločil. Vsaka zgodba je posebna. Če bi se odločil na podlagi enih čustev ali pa nečesa racionalno ne moreš tega skalkulirati, oziroma mogel biti zaposlen tam na inštitutu Jožefa Štefana, da bi vse zračunal, pa bi se prav odločil. Žal mi je za ta medalja, žal mi je za fante, ki jim je zmanjkala 1 točka. Eni pravijo, da smo bili bližji srebrni medalji kakor bronasti, kar je res. Jaz sem pa še malo navijaško rekel, da če bi mi premagali tisto Francijo, bi se te Američani mogli kar fajn pomatrati tudi z nami. Pa ste v Tokiu čutili, kakšna euforija je vlada v Sloveniji ob spremljanju košarkarskih nastopov? Namreč bilo je res, narod se je poenotil, vsi so dihali s košarkarsko reprezentanco in prvič, mislim, sam sem imel tak občutek, da prvič smo govorili o tem, smo izgubili, ne pa so izgubili. Ker ponavadi se identificiramo le z zmagovalci, toliko smo se znali tudi s poražencem, ki ste bili pa za nas zmagovalci. Kako ste sami, ste imeli kakšen tak občutek, oziroma vedenje, kaj se dogaja v Sloveniji? V bistvu videli smo, kar smo videli na socialnih omrežjih, ampak kot je Matej prej rekel, smo bili tukaj izolirani, smo bili skupaj zaprti tam v tej naši stavbi v olimpijski vasi, da smo se več ali manj ukvarjali sami s sabo v prostem času, počivali, igrali karte, delali vse te zadeve. Ampak smo pa videli, da kjerkoli si odprl Facebook, Instagram, Twitter, je bila tema zgolj in samo košarka. Tako da nam je bilo v veselje, ampak ni bil pa nek pritisk, oziroma da bi čutili hudo euforijo. Luka, omenili ste te famozne karte, pa me zanima, je skrivnost, katero igro ste špilali? Ja, ni skrivnost, mi smo s fanti igrali poker, radi smo se tako sprostili. Veliko ljudi se ne zaveda, kako je, ko si 2 meseca zaprt, več ali manj so bili zmeri ti strogi protokoli in 24/7 že s svojo ženo, punco je težko biti, pa šele mi, ko smo bili zaprti 12 fantov. In res,
kot je Matej prej omenil, smo bili dobra grupa ljudi in smo se zabavali, tudi krajšali čas na ta način, kot so pol mediji izvedeli. Ampak nič tazga, smo naredili dobro kemijo, ki se je pol odražala na parketu. Luka, s seboj v studio ste prinesli tudi svoj dres s podpisi vseh reprezentantov, ampak prinesli ste ga prav s posebnim namenom. Že v teku olimpijskih iger ste se odločili, da bi pripravili eno dobrodelno akcijo, pa me zanima, če lahko malce več poveste o tej dobrodelni akciji. Ja, nekako košarka je v Idriji že od nekdaj in z Mitjo Zelencem sva bila na vezi že v prejšnjih letih in zmeri, ko se pojavi kakšna opcija, da bi lahko bili dobrodelni, da se nekako vrne svojemu kraju, je hvala Bogu Matej zrihtal en dres več za mene, da smo lahko dali v ta namen in če se le da pomagati na kakršenkoli način, se pomaga in zato pač podarjam ta dres v te namene. Da malce podrobneje predstavimo gledalcem, vsakdo, ki bo na račun Rdečega križa Slovenije, območna enota Idrija oziroma na račun Karitasa, prav tako idrijskega, nakazal sredstva, bo potem bil udeležen v žrebu in tisti, ki bo izžreban, bo potem na prvi tekmi idrijske članske reprezentance. Ja, mislim, da jaz ne vem, če bom imel lih čas, ampak po mojem idrijskega kluba. Idrijskega kluba, bo po mojem Matej, če bo slučajno ne bo imel obveznosti z zvezdo, se bo udeležil, pa boste pol pač izžrebali. Med vsemi, ki boste darovali sredstva, bo izžreban nekdo, ki bo prejel ta dres s podpisi vseh reprezentantov. Prejemnik sredstev pa bo eden od mladih idrijskih košarkarjev, ki se bo potem lahko tudi udeležil košarkarskega tabora Gorana Dragića, če se prav obveščen. Olimpijske igre so končane, verjetno sedaj pred vama par dni dopusta, potem pa že priprave na novo sezono. Luka, ostajate član CD9 Olimpije? Ja, ostajam v CD9 Olimpiji še en let, tako da mi čakam. Matej, kaj pa, kar se tiče reprezentance, tudi verjetno par tednov premora, potem pa že? Ja, zdaj je mogoče kakšen teden, da zaključimo cel projekt, tudi bom rekel iz vidika pisarn, birokracije, stroškovnih mest, računov in tako naprej. Pol sigurno malo na dopust, nas pa že v novembru čaka naslednja reprezentančna akcija in sicer takrat štartamo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, pri tem pa še žreb, ker še ne vemo, nismo še izžrebali skupin, tako da niti ne vemo, kjer bodo naši nasprotniki, tako da še ta žreb bo zdaj v septembru. Ampak potem pa pred svetovnim prvenstvom pa poteka še evropsko. Ja, te kvalifikacije za svetovno prvenstvo trajajo praktično 2 leti. Zdaj zaradi korone se je vse malo prestavilo, tako da so bile olimpijske igre leto bolj pozno. Letos bi moglo biti evropsko prvenstvo, je tudi prestavljeno na naslednjo leto. Tako da v bistvu so med kvalifikacijami za svetovno prvenstvo nas čaka še evropsko prvenstvo, na tega smo se pa že uvrstili. Ampak to evropsko prvenstvo bo posebno, kajti Slovenija bo branila naslov evropskega prvaka. Ja, to se nam bo zgodilo prvič v zgodovini. Jaz verjamem, da bojo fantje naredili isto atmosfero, kot smo jo imeli letos poleti. In to je neka dobra osnova, na kateri bomo poskušali mešati štrene tudi tem največjim reprezentancam, tem največjim državam. Zdaj smo pa tudi dokazali, da tudi mi sodimo v nek ta krog z vsemi uspehi, ki so jih fantje spisali na igrišču. Luka, se še vidite v reprezentanci? Ja, definitivno. Torej je vse odvisno še od selektorja. Pa od tega, če bom dober igral. Ja, jaz vam zagotovo želim, da bi bili uspešni v svojih igrah tudi v prihodnje in da bi nas še dolgo navduševali, ne samo na klubskih nastopih, ampak tudi na reprezentančnih. Vam, Matej, pa srečno delo pri organizaciji reprezentance in pa isto velja tudi za vas, da bi nas še dolgo razveseljevala reprezentanca z dobrimi dosežki. Ja, hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in pa vabljeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studia Idrijskih novic.